v čudovitem imenu Jezus. Leto 2022 se hitro bliža konce in če glika je to nenavadno, vseeno moramo biti Bogu hvaležni za vse, ko se v tom letu že dogaja. Mogoče te problem? Pa zakaj se zahvaljevati za vse, če pa imamo tjavko omejitev? Če pa imamo tjavko, mogoče bi nekako probal celo prepovedi. Omejitve so bile sigda, zmeraj so bile omejitve in so na vseh področjih življenja. Znate, in v večini so za dobro človeka. Omejitve so zato, da bi noj človek bilo dobro. Če ne upoštevali omejitev, se nam lahko marsikaj zgodi. Prometnih predpisov, plačaš kazen, zgodi se nesreča ali pa še kaj hujšega. In tu je Bog, tu je Božja beseda, nam dava omejitve. Lahko bi to problem, pa so to omejitve. In če to imenujemo omejitve, kakšen smisel ti to prinaša? Ko prinaša upoštevanje Božjih omejitev, Božjih zahtev? Ko to prinaša? Ko? Svobodo in še več. Prinaša večno življenje. Haleluja! Življenje potom, ko Božja beseda pravi, to prinaša večno življenje. Torej imamo vzrok za zahvalo Bogu gnes, zoj. Imamo vzrok? Imamo, pa Bogu zahvalimo. Če ste spremljali program, izbor pesme, besedila pesme, nas vse to vodi v eno iskreno, resnično zahvaljevanje Bogu za volotova, ka v dnešnjem čase je nika nej samoumevno. Kada jutro tu je to, gnes je leko zdrav, močen, vesele, uspešen, zaposlene, ko pa jutro. Ali imaš ti v svojem načrtovanju sigurnost za jutro? Si siguren za jutrišnji dan? Nedno vidimo in doživljamo, kaj je jutro negotov. Ne vemo, niti to, kakšni ukrepi do jutro. Ko da se dogajalo, kako da je okužene, ne vemo to. Zato, dragi poslušalec, izkoristi gnes. Izkoristi v Božoj prisotnosti gnes. Dnešnji dan, v drugom pismu Korinčanom 6:8 je to zapisano. Ob času milosti sem te uslišal in na dan rešitve sem ti pomagal. Do je naš Gospod nov milostljiv, do je čas Božje milosti. Glejte, zdaj je tisti čas. Glejte, zdaj je dan rešitve. Gnes. Dnešnji dan je pomemben za tebe, za tvoje življenje, zato izkoristi zdaj, izkoristi gnes za iskreno zahvalo Gospode. In ne samo gnes, pač pa s tem nadaljuj vsaki dan naprej. Dogledamo Božjo besedo, vidimo dosta zahvale, posebno psalme. Tu je psalm 100, šteroga je sestra Tamara preštela med pesmami, nas poziva na zahvaljevanje. Pridite k njegovim vratom z zahvalo, ne kakole, pač pa z zahvalo. Pridi pred njega z hvaležnostjo, v njegove dvore s hvalnico, na naše vse obnašanje, na naše vse delovanje bo ena hvalnica Gospode. V vsakom trenutku. Zahvaljujte se mu, slavite njegovo ime. In jaz vrđen, kad so pisci takšnih zahvalnih besedil imeli eden poseben vzrok v svojem življenju. Eno posebno doživetje, šteroga so te zapisale, ka bi tudi mi te zapisane besede gnes sprijali za svoje vodilo v zahvaljevanje. Pesem zbora se je končala z besedami: hvala ti Bog za vsak blagoslov. Zara,
čudovito se uspopevalo. Hvala ti. Bog te blagoslovi za to. In, dragi moji, edino zavedanje, kad se prihaja od njega. Kad se, ko imamo od njega, da je pravi vzrok za moje in tvoje zahvaljevanje. In če malo gledamo okoli sebe, če malo pogledamo okoli sebe, ko vidimo, ko vidiš v ledaj okoli tebe in ko vidijo drugi ljudje v tebe, v tvojom življenju, v tvojom obnašanju v vsakoj situaciji. Vsi mi se najdemo v težavah, v problemih, v težkih situacijah, v bolezni in še bi lahko našteval. Isto se je dogajalo tudi pravično Jobu. Bog garantira, Bog pravi, da je pravičen. In poleg toga se je njemu isto dogajalo. Preštimo v Jobovoj knjigi v 3. tale 25. in 26. veršoš. Job 3, 25, 26. To piše. Strah, ki sem se ga bal, je prišel nad me. Kar mi je zbujalo grozo, me je zadelo. Nimam miru, nimam počitka, nimam pokoja, prišel je trepet. Da Božji človek še je v svojem življenju okusil to, še je doživel to, ko se mi niti ne moremo zamišljati. Ne moremo se sploh ne predstavljati, ko je takšnega. Toliko izgube od imetja do otrok, do zdravja, prijateljev, vse to je zgubo. Vse toga je več ne bilo v njegovom življenju in tu vyvleva svoje srce, vyvleva svoje občutke, kaj bi opisal bolečino, štera se je kopičila v njegovom življenju. Nimam miru, nimam počitka, nimam pokoja. Prišel je trepet. Dragi moji, ali taj opis ne ustreza mnogim situacijam tudi dnes? Koliko ljudi je v dnešnem času se dnes sooča z nemirom, so brez upanja. Ali, če gledamo v Jobovo življenje, on je v enem trenutku svojega življenja spoznal nekaj več. On je spoznal, ka poleg vsega obstaja upanje, obstaja luč na koncu njegovega temnega tunela. In zato ima njegova izjava v Jobu 19:25 toliko večjo težo. Tu pravi to, poleg vsega, ko se je dogajalo, jaz vem, imam to sigurnost, jaz vem, da moj odkupitelj živi in se bo poslednji vzdignil na prah. Dragi prisoten, dragi poslušalec, se zavedaš, ka obstaja nekaj več. Ka obstaja nekaj več, kot pa samo tvoje trenutno počutje, kot pa tvoja trenutna negotovost, tvoja bolezen, tvoja skrb. Se zavedaš, ka obstaja nekdo, šteri to, kako so deca popevali, drži ves svet v svojih rokah. Obstaja nekak, se zavedaš, ka prihaja vse od njega. Vse, ko imamo, to je iz njegove milostivne roke. Zato hvala ti Bog za vsak blagoslov. In pomembno vprašanje za mene, za tebe je, kome zaupaš, što vodi tvoje razmišljanje, što vodi tvoje občutke, što vodi tvoje dejanja, što vodi, kome je usmerjena tvoja zahvala, tvoja hvaležnost. Hvala ti Bog za vsak blagoslov. Pogledajmo nekako blagoslovov, štere so najsamoumevne za vse ljudi in je prav, kasneje sem za vse to iskreno Bogu zahvalen. Osnova našega razmišljanja o Božji dobroti, njegovih blagoslovih in hvaležnosti za vse, dajmo besedino, pesme, štero je zbor to drugo popevo.
Avtor te pesme je napisal to z enim posebnim razlogom. On se je soočil z izzivami, štere so njime ne bili všeč, štere so ne bili prijetni za njegovo življenje, ali njegov zaključek, njegova odločitev je bila: hvala ti Bog za vsak blagoslov. Najprej avtor omenja borbe v svojem življenju. Omenja probleme, omenja težave, s katerimi se sooča. Omenja gledanje okolice na njegovo situacijo, na njegovo stanje in pravi tok, kad ta zunanjost ne določa njegovega pravega dejanskega stanja. To, ko ljudje v njej vidijo, se dostakrat ne izraža na takšen način, kot se pa dogaja v srce. Ljudje so videli njegovo srmoštvo, videli so njegovo pomanjkanje v materialnem smislu, ne so pa videli njegovega srca. Ne so pa videli toga, ko prebiva v njegovom srcu, ko se dogaja tu noter. Da se je tej človek, který je napisal to pesem, spreobrnil, da je srce predal Gospode, da ga je sprijel za osebnega odrešenika. Znate, v tistem času je živel v enoj baroki za smetiščem. Enoj baroki. V noči je videl zvezde nad sjav. Da je šel dež, je mogel postavljati vedre, mogel postavljati posode, kaj ne dež tekel na njega. Hrana, obleka, obutev so bili za njega, mnogokrat so mu lepe želje. Ali, dragi moji, poleg vsega toga, kam mu je primanjkovalo marsikoj, da je po spreobrnitvi prišel domov, prišel v svojo baroko, je bil vseeno za to neizmerno hvaležen Gospode. Zato, ko sploh ima, je bil hvaležen Gospode, dragi moji. Ali je pomanjkanje materialnih dobrin rejsam prava revščina? Ne. Mnogi bogataši v materialnem pogledu so veliki reveži zavolo toga, da nemajo toga notranjega bogatstva, nemajo toga notranjega mira, šterega edino Bog leko da. Edino Bog to leko da. In to on spreobrne to notranje gledanje, te pride do te zahvale. Hvala ti Bog za vsak blagoslov. Pesnik je svojo radost, svojo veselje, svojo hvaležnost, odvisnost usmeril na Boga in v hvaležnosti za vse njegove blagoslove. Pogledajmo, štere so vsi ti blagoslove. Streja nad glavov. Kaj imamo? Strejo nad glavov. Gledajte, za nas je to nekako samoumevno, da imamo kućo ali pa stanovanje. In še dosta več od toga. Ne samo kućo ali pa stanovanje, še dosta več od toga. Ali za mnoge ljudi na tom svetu je to samo ena želja, eno hrepenenje, štero se verjetno nikdar ne da njovi življenje uresničilo. In dosta ljudi ne more vplivati na svojo situacijo. Tudi, če bi ščele, ne morejo dosta glede toga spremeniti. Dober spanec, naslednji blagoslov. Gledajte, dobro, če je nekakšna težava, dobro spimo. Imamo kjer spati. Imamo prostor, ki bi lahko mirno spali. Ali mnogi glede toga ne morejo nikak spremeniti. Vidimo, čujemo, doživljamo, gledamo, koliko je beguncov. Koliko je beguncov samo na polskoj meji. Na meji, ki se ne morejo pomakniti naj se, naj ta.
In dosta njih so ne sami krivi, da so se znašli v takšni situaciji. Mnogi so izgubili svoje domove zavolo naravnih katastrof, zavolo vojn. Mnogi so mogli bežati, pustiti se svoje tudi zavolo verskega prepričanja. Mnogi so bili zvabljeni, izkoriščeni, uropani in so se znašli v brezupnoj situaciji, brez osnovnih življenjskih dobrin. Če nikaj jim je bilo obečano boljše, dobro življenje. Dragi moji, mi imamo te dobrine. Mi vse to imamo. Pa smo Bogu iskreno hvaležni za vse to. Smo njemu hvaležni. Se zavedamo, da brez njega vprašanje, kako in ko bi bilo, imamo vsakodnevno hrano na naših mizah. Vidite, koliko obložena miza, Leja, hvala te. Da si tako bogato obložila to mizo, štera predstavlja tudi naše bogato obložene mize. Imamo vsega v izobilje. In za nas je to gelte nikak samoumevno. In pa dosta krat pravim, da imamo to, pa delamo, pa zato imamo. Ko pa, da pride bolezen in ne moreš delati. Ko pa te? Obstaja tudi te, hvala ti Bog za vsak blagoslov. Dragi moji, vidimo, da smo na vsakom področju našega življenja odvisni od Boga. Odvisni smo od njegovega usmiljanja, od njegove dobrote, od njegovih blagoslovov. Na vsakom področju in v vsakoj situaciji življenja. Zdaj smo večinoma že posejali seme na njive. Svoj delo smo upravili. Je to že sigurnost? Je to že garancija za en pridelek? Vi štere imate več, kot mi imamo malo. Ali hvala Bogu, to blagoslavlja. Štere imate več, je to posejano seme že sigurnost za pridelek? Mislim, ka ne. Mislim, ka ne. Bog dava rast. Bog dava dež, Bog dava sonce, Bog dava veter. On dava to življenje, kad to leko raste, se razvija in ti prinese pridelek. Od njega je odvisno, ali da, ko je pridelka, mi moramo dodati samo svoj delež. In dragi moji, za milijone ljudi na svetu ne samo umevno, kad imeli naslednji obrok hrane. Ne samo umevno, milijone ljudi na tom svetu ne vejo sploh, če domeli kaj vzeti v roke, kad se leko nahranili. Mnogi dnevno merajo za volo lakote, za volo pomanjkanja hrane. Mnogi trpijo, ker se ne morejo privoščiti niti teh najbolj osnovnih življenjskih potrebščin. No, tu in zdaj ne primanjkuje, leko povem to, nič. Nikaj nam ne primanjkuje. Smo Bogu iskreno hvaležni za to, se njime resnično zahvaljujemo za to privilegijo, ka imamo vsaki dan dovolj hrane, zadosta hrane. Kmet, ki se je vračal sejma, se je ustavil v eni gostilne, da bi kaj pojedel. Gostilna je bila nabito polna in tam je ponavadi obedovala mestna smetana, znači pomembne ljudje. Prostor je našel pri mizi, kjer je že bilo nekaj gostov. Naročil si je kosilo in mirno čakal. Ko je dobil hrano na mizo, je sklenil roke in se v molitvi zahvalil Bogu. Sosedje pri mizi so ga z zanimanjem in posmehljivo opazovali. Neki mladenič pa ga je vseeno vprašal,
Ali pri vas zmeraj molite? Pa molite res vsi? Kmet, ki je medtem začel mirno jesti, je odgovoril: ne, tudi pri nas se najde kdo, ki se v molitvi ne zahvali Bogu za hrano. Mladenič je bil presenečen in je vprašal naprej: res, kdo pa pri vas ne moli? No, je rekel kmet, moje krave, moj osel, moji prašiči se nikoli v molitvi ne zahvalijo Bogu za hrano. Hvala ti, Bog, za vsak blagoslov. Pogledajmo naprej. Poglejka, obitja, nočni nogaj, koliko ljudi živi v pomanjkanju toga, ko je za nas samoumevno. Ne moremo se skoraj predstavljati, kaj bi bili bosi ali pa brez toga, ko se zaželejmo oblečiti. V mojem otroštvu sem v 4. razredu, mogoče se Joško ještě tudi toga spomina, sem dobil nove holbšuje. Oba sva dobila nove holbšuje. In znate, za nekaj časa so v šole Joškojevi holbšuje svalili. Nekak je vhodno. Ne je bilo gdje vzeti penaze za druge. Dragi moji, večina med nami imamo zadosta ali pa celo preveč. Ko napraviš s tem? Ko napraviš s tem, je lepo tu što drugi deležen tvojega blagoslova. Hvala ti, Bog, za vsak blagoslov. Avtor te pesme omenja še nekaj pomembnega za vse nas, in to je družina. To je družina, ta skupnost, ki mi živimo. Družina, ta najstarejša Božja tvorba. Ko se gnez dogaja z družino in ko se gnez dogaja v družine. Vprašanje, s katerimi se ukvarjajo mnoge institucije. In dostakrat je takšno ukvarjanje žal neuspešno in to družine razpadajo in se tej Božji red. To je Božji red. Družina je Božji red. Ne človeška izmišljotina, to je Božji red. In znate, da se vse to tok degradira, se tej Božji red še duže bolje uničuje. In znate, ko šo tam najbolje napada glitov, ko je Bog zasnoval, ko je Bog predvidel za človeka, bori se proti vsemi, ko je Božjega še posebej proti družine. Zakaj? Zavolo toga, ka iz družine, štera je osnovana na tej Božji temeljaj, na tej Božji vrednotaj, prihaja ta Božja ljubezen tudi v in se to širi na mnoge druge ljudi, kole nas. Žal, pa mnoge družine tudi razpadajo. In statistika za Slovenijo je zelo, zelo porazna. Vsaki tretji zakon razpade. Molimo se za družino in napravimo vse, ko je v naši moči, ka bi tudi drugim pomagali v tom, ka bi družina bila eno zavetje za vse. In znate, da družina razpade, ne ostane samo po tem, pač pa je tom te mnogo gorja, mnogo trpljenja, od decej do vseh udeležencev in tudi do okolice. Prijetna, ljubeča družina, zasnovana na Božji temeljaj, je izreden Božji blagoslov. Je izreden Božji blagoslov, za katerega se splača potruditi, dodati vložek svoj zavolo toga, kako jaz vložim v družino. To se vrača vsakodnevno. To se vrača vsakodnevno. Ljubezen žene, ljubezen moža, ljubezen decej,
sprejemanje. To se vrača, ko vložim na podlagi toga, ko me Božja beseda vči. Žal pa obstajajo tudi družine, kjer se dogajajo razne tragedije, nasilja, zlorabe, nespoštovanje, nesprejemanje, pomanjkanje komunikacije, pomanjkanje ljubezni. V takšne družine pa neprijetno živeti. Kako ti skrbiš za družino, štero ti je Bog dal, štero te je Bog postavil? Kako ti skrbiš za to? Starši, ustvarjate eno prijetno atmosfero v vašem domu, za vašo deco in za vse vas? Deca, ste hvaležni za starejše in pa za možnosti, štere vam one omogočajo? Dragi moji, Bog želi. Bog želi, da živimo v njegovoj harmoniji. Vseeno pa to harmonijo moramo mi ustvarjati. Hvala ti Bog za vsak blagoslov. Zaključil bi z enim dogodkom, štere da nam mogoče pomagal razumeti vse te vrednote, štere imamo, ne tiste, štere nemamo. Enega dne je bogati oče peljal svojega sina na potovanje, da bi mu prikazal, kako je to biti siromašen. Bila sta nekaj dni in noči na kmetiji, katero je oče videl kot zelo siromašno. Ko sta se vrnila domov, je oče vprašal sina, kako se mu je dopadlo potovanje. O, bilo je odlično, super, je odgovoril sin. Ali si videl, kako so ljudje lahko siromašni, ga je vprašal oče. Ja, videl sem, je odgovoril sin. In kakšen je tvoj zaključek? Kaj si se naučil na tem potovanju? Sin je odgovoril. Videl sem. Mi imamo enega psa, oni pa imajo 4. Mi imamo velik bazen sredi vrta, oni imajo potok, kateremu ni videti konca. Mi imamo v našem vrtu svetilke iz uvoza, oni pa imajo po noči zvezde, da jim svetijo. Mi imamo malo parcelo, na kateri živimo, oni pa imajo polja, katere se razprostirajo daleč naokoli. Mi imamo služabnike, kateri nam strežejo, oni pa svojim imetjem strežejo drugim. Mi hrano kupujemo v supermarketih, oni pa svojo hrano pridelujejo sami. Mi imamo visoke zidove okoli našega imetja za zaščito, njih pa ščitijo njihovi prijatelji. Oče tega fanta je ostal brez besed. Potem pa je sin nadaljeval. Potovanje mi je pokazalo, kako smo mi resnično siromašni. Dragi moji, prevečkrat mi v svojih življenjih pozabljamo na to, ko imamo, in pa se osredotočamo na to, ko nima. Prevečkrat se to dogaja v naših življenjih, ko je nekako ne brez vrednosti, ali nepomembno je za nekakoga drugega ena velika dragocenost. Včasih nam je potreben te otroški pogled, ki bi nas spomnil, ko je pomembno v naših življenjih. Zato hvala ti Bog za vsak blagoslov. Amen. Stanemo gor v molitvi zahvale, v molitvi zavedanja, da imamo vse od njega. O nebeški Oče, hvala je tebi. Hvala je tebi, da ti tako čudovito skrbiš za nas,
za vsakoga nad nami. I hvala ja tebe, Oče nebeški, kad smo v tvojoj blizini, v tvojih mislih. I hvala ja tebe, Oče nebeški, da ti ne pustiš niti več trpljenja nad nas, kog mi lahko prenesemo. Hvala ja tebe, Oče nebeški, da ti dosmo v težavaj, dosmo v problemaj, dosmo v nevolaj, tudi vidimo tvojo blizino in Gospod dragi, pomagaj mene, pomagaj vsem nam, kad razumemo to, ko je tvoja vola, kad razumemo in vidimo to, ko deluješ, ko delaš ti v naše življenje, nebeški Oče, pomori nam, kad smo ti za istino iskreno iz srca hvaležni za vse blagoslove. Gospod dragi, toliko si dober do nas, toliko si čudoviti, toliko si skrbljivi, toliko si veren do nas, Gospod dragi, in pomori nam, da tudi mi ostanemo tebi zvesti v vsakoj situaciji, Gospod dragi. Pomori tisti posebno, štiri so v betegi, štiri so v nevoli, v nemočnosti, v starosti, v potrebaj različni, Gospod dragi, in daj nam odprej do srce, da v hvaležnosti tebi prihajamo pred tebi, v prošnjah, v molitvah, posebno pa v zahvaljevanje za vse, ki nas ti dnevno blagoslavljaš. Amen. Amen.